Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Nekje v kotičku velike trgovine je čakal traktor po imenu Max. Vsak dan je sanjaril, da bo nekoč zapeljal po pravem polju, občutil zemljo pod kolesi in slišal petje ptic v jutranji meglici. Ko pa so se njegove sanje končno uresničile, je Max spoznal, da je življenje na kmetiji polno presenečenj, izzivov in drobnih čudes. Kakšna opravila vse so ga čakala v njegovem novem domu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Max, mali rdeči traktor. Max, mali rdeči traktor, bo kmalu zapustil tovarno in poslali ga bodo v trgovino. Upa, da ga bo kdo kar takoj kupil. Navdušen je nad mislijo, da bo delal na kmetiji. Drugi traktorji v trgovini si niso tako nestrpno želeli oditi kot Max. Tam je bilo prijetno in toplo, zanje so lepo skrbeli. Toda Max je bil neočakan. Kako rad bi že delal na kmetiji, si je govoril. Vsakokrat, ko je kdo stopil v trgovino, je pokazal svojo lepo rdečo havbo, da bi pritegnil pozornost. In nekega dne se je stranka odločila prav zanj. Njegovo srce je skoraj razneslo od veselja. Neočakanega Maxa so širokimi jermeni privezali na prikolico in se odpeljali proti njegovemu novemu bivališču. Končno odhaja na kmetijo, kjer bo lahko delal. Ob njegovem prihodu so kmetu zažarela lica. Videti je bil navdušen nad svojim čudovitim traktorjem. To noč je mali traktor spal v hlevu skupaj s kokošmi, starim orodjem in džipom, katerega kašelj je bil srce parajoč. Max je zelo težko zaspal. V trgovini je vedno dolgo spal, a na kmetiji so vsi vstali zelo zgodaj. Ob 6. zjutraj je kmet stopil v hlev. Dajmo, gremo na delo, mali traktor, je rekel in skočil za volan. Pokaži nam, kaj zmoreš. Z malce godrnjanja je Max začel delati. V trgovini nihče ni tako govoril z njim. Po nekaj kilometrih ga je kmet ustavil tik pred njivo. Ves drhteč je mali traktor opazoval ogromno zaplato blata pred seboj. Pomislil je na svojo lepo rdečo barvo, ki bo kmalu vsa zamazana. Toda kmetu ni bilo mar za blato, ki je škropilo vse naokrog. Danes se je odločil preorati njivo. Max je oral ves dan. V ravno rjavo zemljo je izkopal vsaj 1000 brazd. V trgovini pa mu nikoli ni bilo treba delati. Toda tam nihče ne bi slišal hrumenja njegovega motorja. Nihče ne bi videl, kako prižiga svoje luči ali drvi po njivi, da bi se na njenem koncu dotaknil modrega neba. Ko se je vrnil v hlev, se je zdravje starega džipa že nekoliko izboljšalo. Ali si preživel prijeten dan? Ga je ta vprašal. Bilo je zelo naporno, mu je odgovoril Max. Toda opravili smo nekaj dobrega dela. V naslednjih dneh je Max delal brez premora in ne glede na to, ali je padal dež ali je sijalo sonce. Zorati so morali njivo, posejati ječmen in pšenico, popraviti ograje, kravam pripeljati vodo.
Včasih se je rad ustavil v poti. Opazoval je lepo obdelana polja ter zasanjano gledal, kako raste pšenica. To ga je neskončno osrečevalo. Tudi kmet je bil videti zadovoljen. Pšenica je to leto res lepa, je veselo rekel. Čaka nas dobra letina. In ko je slišal te pohvale, je mali rdeči traktor postal še bolj rdeč. Max se je kmalu zatem spoprijateljil s kombajnom, mogočnim strojem svetlo-rumene barve. Rad je delal skupaj z njim. Nekoliko manj se je veselil dela s kombajnom za pobiranje sladkorne pese, saj se ga je Max malce bal. Bil je umazan in neroden, vedno ga je udaril, kadar sta delala skupaj. Zadnji dan žetve se je Maxova izpušna cev popolnoma ukrivila. Razbil se je tudi desni žaromet. Kmet ga je pregledal. Moral se boš vrniti v trgovino, je odločil. Ob teh besedah je mali traktor zatrepetal. Ni se hotel vrniti tja. Kmet ga je parkiral pred trgovino in stopil vanjo. Maxovo srce je začelo noro razbijati. Le kaj se dogaja? Kmalu je spoznal, da se mu ni treba ničesar bati. Samo popravili ga bodo. Ko je Max pripeljal nazaj na kmečko dvorišče, je njegovo malo traktorsko srce spet pokalo od veselja. Vrnil se je. Padati je začel prvi sneg. Druga za drugo so snežinke naletavale na njegovo streho. Max je srečen zaprl oči in se nasmehnil. In tako se je mali rdeči traktor Max naučil, da življenje na kmetiji ni vedno lahko, a vsako jutro, vsak zvok in vsak zlat sončni žarek prinese novo priložnost za veselje in ponos. Max zdaj ve, da prave sreče ne najdeš v trgovini, ampak tam, ker delaš s srcem in imaš ob sebi prijatelje, ki ti pomagajo, ko je težko. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici z naslovom 101 reč, zakaj so mi traktorji všeč. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, kako pomembno je sodelovati, predvsem pa nikoli obupati. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Maxa, malega rdečega traktorja. Čau, čau! Bravo! S kakšnim veseljem in ponosom. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Praznični dnevi so kot nalašč za številne kulinarične dobrote, ki požejo naše brbončice. A kaj se zgodi, če je hrane preveč? In če jo povrhu vsega še slabo prežvečimo? V tokratni pravljici bomo na zanimiv način spoznali, kaj se dogaja v naših želodčkih. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Novice iz vlaka Trebušaka. Tole, kar štorklja čez luže in kupe blata, je Julija. Vrača se iz vrtca domov. Ravno je premagala še eno lužo, ko je nekaj strašno zakrulilo v njenem trebuhu. Kdor je že kdaj hodil po kakem želodcu, ve, da je nalaz podoben železniški postaji. Ta postaja ima vse, kar mora imeti prava postaja. Med drugim tudi lično tablo, na kateri piše Zgornja Trebuša. Tu živi pridno ljudstvo želodčkarjev in njihova naloga je, da meljejo in predelujejo hrano. Ta trenutek nimajo kaj početi.
Lenobno polegajo naokoli in stegujejo krake. Vlak stoji. Vse je mirno in zaspano. Tedajci pa tišino razpara tisti strašni krulež, ob katerem je Julija pomislila, da se je v trebuhu zredil sestradeni prašiček. A to ni bil prašiček. To je bil želodčkar, ki je od samega ljubega brezdelja zaspal in na ves glas zasmrčal. Medtem je Julija prišla domov. Na mizi jo je že čakalo slastno kosilo. Zadovoljno se je obliznila, zgrabila vilice in se z volčjo lakoto lotila pojedine. In že je iz požiralnika na železniško postajo Zgornja Trebuša prifrčala prva kepa hrane. Želodčkarji so se pri priči zbudili in prigomazeli iz svojih votlin. To so pridni delavci, da je malo takih, in nemudoma so se lotili dela. Tedaj se je razbesnela prava ujma. Bilo je kot na sodni dan. Izpod neba so deževale velikanske kače špagetov in padali listi frfotajoče solate, velike kakor rjuhe, vmes pa so treskali kosi mesa, težki kot skale. Želodčkarji so obupano vili z rokami, si pulili lase in opili vse povprek. Le poglejo, že spet ne žveči, kaj nima zob, smrklja. Ti kosi so vendar preveliki, tega ne bomo zmogli sami. Nazadnje jim ni preostalo drugega, kot da se vdajo v usodo in se vržejo na delo. Le kako bodo vlaki odpeljali po voznem redu, so si razbijali glavo želodčkarji. Saj nismo čarovniki, da bi vso to ropotijo zmleli v tako kratkem času. Garali so na vse pretege, da jim je pot curljal iz nosu. Ampak delo jim je šlo le počasi od rok. Kup hrane pa je bil vse višji in višji. Tedajci je nekemu želodčkarju priletel na glavo velik kos mesa, da se je ubožec zvrnil na tla in omedlel. In v globokem snu so ga obiskale prelepe sanje. Nenadoma je postal turistični vodič, ki je skupini obiskovalcev razlagal delo želodčkarjev. Če nam tam zgoraj hrano tako prežvečijo, kot se spodobi, so špageti, ki letijo k nam dol, kakor ljubki črvički. Listki solate in jabolčni drobci pa kakor puhaste snežinke, ki padajo z neba. Takrat nam je delo veselje in tudi, če nam kako cvirek prileti na glavo, nič ne boli. In kot bi mignil, naložimo v vagone. Jedači premešamo veliko tekočine, saj brez nje ni dobre prebave. In poleg tega je škropljenje tako zabavno. Še najbolj pa uživamo, ko pripravljamo kašo. Ta mora biti ravno prav zmešana. Ko je vlak naložen, ga odpeljem na konec želodca in nestrpno pomaham vratarju, naj mi brž odpre velika vrata. To je vhod v tenko črevo. Tenko črevo pa je dolg, ozek, temačen in ovinkast predor. S stropa vse posod bingljajo cevi, ki iz vagonov posesajo užitno hrano in jo skozi stene pošljejo v kri. Ta jo potem odplavi tja, kjer jo telo potrebuje. Jaz pa se peljem še globlje po vijugah temačnega rova, prav v debelo črevo in čisto do konca, kjer se dela dan. Tam lokomotivo vstavim, počakam, da se odpruše zadnja vrata in zvrnem ostanke hrane skozi luknjo. In ko od spodaj iz bele skodele, ki jim ljudje pravijo školjka, zaslišim štrbunk, vem, da je moje delo opravljeno. Hej, kaj pa je s tabo? Je rekel neki glas od zgoraj. Ubogi želodčkar se je zdramil iz sladkih sanj. Okoli njega je stalo nekaj njegovih tovarišev. Stresali so ga za ramo in se ga zaskrbljeno ogledovali. Toča hrane se je bila medtem sicer unesla, na tračnicah pa se je vseeno nagrmadila pravcata gora.
Vsi vlaki, razen enega, so že odpeljali in bili so tako zvrhano polni, da so jim ječala kolesa. Le kako bo to zdaj želodčkarji predelali in razvozili vso to goro jedače? Da bi bila mira polna, je od zgoraj nenadoma zavel mrzav veter. Iz požiralnika je z glasnim bobnenjem prihromel pravi hudournik belo-rjave čobodre, vaniljev in čokoladni sladoled. To pa je višek, so ogorčeno vzklikali želodčkarji. Kar je preveč, so stokali tisti, ki so se komaj izkopali iz zameta. Zadnji vlak je stal ves zaledenel in nahoden na tirnicah. Iz dimnika mu je lezel vaniljev smrkelj. Želodčkarjem je prekipelo. Bomo pa stavkali, so sklenili. Zbrali so se na kup, jezno vzklikali in na ves glas zabavljali čez Julijo. Da bi si dali duška, so s pestmi bobnali po stenah in togotno topotali po tleh. In od tega je Julijo začelo ščipati in zvijati po trebuhu. Postalo je zares slabo. Kako tudi ne, ko pa se je tako neusmiljeno napokala. Želodčkarji so bili že vsi trdi od mraza in bolj podobni sneženi možem, kakor samim sebi, ko se je led končno le začel taliti. Izpod neba jih je uškropil blagodejno topli dež. Prav tada je namreč Julija ležala v posteli in pila vroč čaj. Na trebuh pa si je poveznila termofor. Kar celo večnost je trajalo, preden so vlaki prisopihali nazaj na postajo. Želodčkarji so spet zavihali rokave. Pridno so vihteli vedra in zlivali vaniljevo brozgo na vagone. In gora je počasi kopnela. Nazadnje so ostale samo še lužice. Končno! In želodčkarji so si lahko oddahnili. Eni so se predali lenuharjenju, drugi pa igri in zabavi. Zdaj se je tudi Julija precej bolje počutila. Vstala je, se pretegnila in napravila nekaj koles po sobi. In želodčkarji so se vozili kakor po toboganu. In sploh niso več vedeli, kaj je zgoraj in kaj je spodaj. Joj, kako simpatična pravljica, kaj ne? Pravljica, ki na slikovit način naslika in nas poduči, kako je potrebno jesti, ne da bi trpinčili želodčkarje. Ja, še meni je bila všeč tale pravljica. Namreč vse premalokrat se zavedamo, kako pomembno je v miru pojesti hrano. In otroci, ko boste naslednjič sedli k zajtrku, kosilu ali večerji, se le umirite, vzemite si dovolj časa za hrano. Vaši želodčkarji vam bodo zagotovo hvaležni. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnete še pravljici Škrat Brokolino ali Pametne glave so vedno zdrave, ki vam bo prav zagotovo tudi všeč. Lepo se imejte in uživajte. Čau, čau! Ja. Pa še kako je resnična tale zgodba, ja? Co se premalokrat zavemo. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali dečka, ki naravnost obožuje traktorje. In vedno znova si želi v knjižnici izposoditi knjige o traktorjih. A njegova mamica že malce počasi obupuje. Mislite, da ji bo uspelo prepričati svojega sina, da si izposodi še kakšno drugo knjigo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v rimah z naslovom 101 reč, zakaj so mi traktorji všeč. Danes najlepše z mamico grem. Igri v parku se odpovem. Kam se odpravljava?
dam vam namig. Ugani, ko se ozreš na kup knjig. Mimo bazena, vseh hiš odhitim, brž skozi vrata se zapodim. Knjižnica. Živjo, Franci Bokal. Knjižničarka mi brž šepne v pozdrav. Kričati in vpiti tukaj ne smem, le tiho odzdravim, ko mimo nje grem. O ne, vzdihne mama nad knjigo, ki rad spet bi odnesel domov jo zabrat. Več kot skviljon knjig premore ta kraj. Zakaj vedno traktorji, Franci? Zakaj? Hvala za skrb, me veselje prevzame. Pojasnil bi rad, kaj pomenijo zame in v čem tiči tista 101 reč, da so mi traktorji najbolj všeč. Glej. Črnih koles se četvero vrti, čez peskokope in blatne poti. Glasen motor in cevna izpuh, brana, rahljalnik, kosa in plug. S krmilom v rokah gor kmetica sedi, mu menja prestave, da glasno rohni. Gumbi, ročice, pedala še, jasno. Kamioni pa ne? Se upre mama glasno. Gospa Bokal, prosim, lahko malo tiše, de knjižničarka. Tak je red hiše. Glej, traktorji, mami nežno povem, zmorejo več kot kamioni, to vem. Traktor priključke razne ima, z njimi nam vrt prelopatati zna. S plugom preorje nam zemljo zazel, z ostrim rezilom kosi nam plevel. Dovolj, vzklikne mama, ne zmorem nič več. Veš, traktorji zmorejo 101 reč. O vlakih si bral, je mami zdaj žal. Pameten fant sem velik postal. Vlak puha po tirih, le v dalje neznane. Beda, seveda me to več ne gane. Sirene imajo patruljna vozila. Vilica, viličar, letala pa krila. Nobeden od teh pa ni 101 reč, da bi spodrinil traktor rdeč, kot Massey Ferguson. O, kakšen stroj! Če rdečega ni, pač zeleni je moj. To barva je traktorja znamke John Deere. Poznam, reče mama. Kdaj s tem bože mir? Pa lestve, cevi na gasilskih vozilih, letala z noski na velikih krilih, ogromen žerjav, da bo zid trdno stal, bremena premika v višino do tal, mešalnik cementa. Obrača se, to je edino, kar zna. Pa cestni valjar? Le tlači cestišče in ga ravna. Kosilnica bolj dolgočasnega ni in ribiška ladja le rake lovi. In kaj potem, če so mi traktorji všeč? O, Franci, žal res ne prenesem nič več o traktorjih knjig. Ne bi kakšne od teh? Taksi, podmornica, gondola, to v saneh. O raketah, ki daleč v vesolje letijo. O avtih dirkalnih, ki hitro drvijo. Ne, hvala, odvrnem na moč uglajeno. Navdušena boš kot nad to knjigo nobeno. Posodim ti jo, le če boš hotela. Tu notri o vsem izveš, kar traktor dela. Franci, spet mama. Psst, tiho zdaj. Si našel kaj, Franci? O ja, marsikaj. Odgovori tu so na 101 reč v tej knjigi, zakaj so mi traktorji všeč. O, glej ga, fanta, a to si izbral? Me žikne uslužbenka. Sam veš, kaj je prav. Če kdaj bi rad drugo, kar pridi izbrat. Ljubitelje knjig ima vsakdo rad. Glej, kaj šteje, mama, ko greva iz hiše?
ljubezen do knjig, nekaj notri piše. In ne skrbi, dodam, na pamet jo znam. Prebral ti jo bom od A do Ž sam. Ja, in še res je. Ljubezen do knjig je tista vrsta ljubezni, s pomočjo katere naš svet raste. Domišljija ne pozna meja, besedni zaklad pa se bogati. Bravo, Franci, vse pohvale. Moram pa priznati, da je Franci neomajen in zelo vztrajen deček. In verjamem, da je njegovo navdušenje nad traktorji iz leta v leto le še raslo in morda se dan danes vozi naokrog ravno s traktorjem, rdečim ali zelenim, kdo bi vedel. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri boste spoznali prikupnega zajčka, ki je prav tako zelo rad odhajal v knjižnico in to na skrivaj. Vse do nekega dne, ko ga je zalotila gospa knjižničarka. In naj vam namignem, vse je bilo v najlepšem redu, še bolje, kot bi si lahko zamislili. Le prisluhnite tudi tej poučni pravljici. Uživajte, lepo se imejte, ter se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Traktorja. Super. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam dečku Krisu, ki naravnost obožuje vlake in prav vse, kar je povezano z njimi. Kris, prisluhnili bomo prav posebni zgodbi o junaških kužkih, ki bodo tudi tokrat združili moči, da rešijo vlak pred veliko nevarnostjo. Pripravite se na pravo pustolovščino, polno poguma ter prijateljstva. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Krisa z naslovom Tačke na patrulji, kužki rešijo vlak. Bron in Robi urejata peskovnik v zalivu Zabave. Robi ga napolni s svežim peskom, nato pa naredi peščeni buldožer, s katerim se bodo otroci lahko igrali. Wow, Robi, ga občuduje Bron. Tako je, če nalogo zaupaš zidarskemu kužku, reče Robi. Medtem se Katka in njena muca Kali z vlakom vračata domov z obiska pri Katkini babici. Kali se izteguje proti vrečki na sosednjem sedežu. Žal mi je, Kali, reče Katka. Toda babica je te priboljške spekle za tačjo patruljo. Nenadoma se vlak prične tresti. Na železniško progo se je vsul plaz. Vlak se mora ustaviti. Katka na pomoč pokliče Rikija. Tačja patrulja je že na poti, sporoči Riki. Nobena naloga ni prevelika, noben kužek ni premajhen. Roki, Maršal, Zuma in Sila igrajo nogomet, ko njihove ovratnice zasvetijo. Tačja patrulja v opazovalnico. Kužki odhitijo v nadzorno sobo in se oblečeni v uniforme postavijo v vrsto. Tačja patrulja je v akciji, Riki, naznani Bron. Riki kužkom pove, da je vlak obtičal na starem mostu. Katko moramo varno spraviti domov, jim naroči. Riki naroči Robiju, naj z bagrom pobere kamenje, Rokiju pa naj svojim tovornjakom kamenje odpelje stran. Pa dajmo, reče Robi. Zelena pomeni pojdi, zalaja Roki. Tačke so na patrulji. Riki, Robi in Roki kar se da hitro vdrvijo proti mostu. Katka jih čaka na vlaku. Zelo je vesela, ko vidi svoje prijatelje.
Riki in tačja patrulja so tu, Kali, vzklikne Katka. Toda Kali je ne sliši, saj opazuje Galeba, ki se zunaj masti z okusnim priboljškom. Naravno skozi okno se požene za njim. Riki in kužki pregledajo okolico in preverijo, ali je proga morda poškodovana. S tirnicami je vse v redu, odloči Riki. Zdaj pa moramo le še odstraniti kamenje, da bomo lahko vlak spravili z mostu. Pa začnimo kopati. Robi, z dvojno močjo naprej, zalaja Robi. S svojim bagrom prične nalagati kamenje na Rokijev tovornjak. Riki pohiti po hribu navzdol, da bi si ogledal most. Roki, pokliče Riki preko mikrofona v čeladi. Nosilec je razpokan. Če se zlomi, bo vlak padel. Most lahko podpremo z enim izmed tistih hlodov, odgovori Roki. Toda s svojim tovornjakom ne morem priti tja dol, prestrmo je. Potrebovali bomo dodaten par tačk, reče Riki. Ostali kužki v opazovalnici preko zaslona opazujejo reševalno akcijo, ko se nenadoma pojavi Riki. Bron, reče Riki, s svojim avtomobilom se moraš čim prej pripeljati do mostu. Bron je že na delu, zalaja Bron in skoči v policijski avto. Pripravljeni na akcijo. Ko Bron prispe, Riki in Roki ravno povezujeta vrv okoli ogromnega hloda. Zdravo, Bron, ga pozdravi Riki. Potrebujemo tvoj vitel, s katerim bomo ta hlod spustili do vznožja mostu. Z njim bomo prestavili polomljeni nosilec. Bron hlod pritrdi na vitel. Nato Robi z bagrom potisne hlod čez rob hriba. Ob vznožju hriba Riki in Roki hlod potisneta na pravo mesto. Popolno, reče Roki. Hlod bo varoval nosilec, dokler vlaka ne spravimo z mostu. Tedaj Rikija z vlaka pokliče Katka. Kali je izginila, reče. Ne skrbi, Bron jo bo našel, jo pomiri Riki. Kali stoji na vrhu vlaka in upa, da bo lahko ptiču ukradla kruh. A nenadoma izpodrsne. Mjav, zajavka Kali in se z eno samo tačko ujame za rob strehe vlaka. Na srečo jo Bron opazi, kako visi med dvema vagonoma. Kali, prišel sem ti pomagat, primi me za tačko. Kakšno olajšanje. Tačja patrulja je s proge odstranila kamenje in rešila tudi Kali. Vlak se lahko spet premakne. Pozneje se Katka, Riki in tačja patrulja igrajo v parku. Hvala, Riki, hvala, tačja patrulja, reče Katka in vsakemu kužku da poseben priboljšek. Ni zakaj, rečejo kužki v en glas. Ko v težavah ste, kužke pokličite. Bravo, kužki! In tako so junaški kužki s svojo iznajdljivostjo, pogumom in dobrim srcem uspeli rešiti vlak ter deklico Katko z mucko Kali. Kris, upam, da te je pravlična dogodivščina popeljala na pravo vlakovsko potovanje, polno vznemirjenja in veselja. Naj te tvoji sanjski vlaki vedno znova popeljejo v svet novih zgodb in lepih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še drugim zgodbam tačkastih televizijskih junakov, prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in bodite prijazni. Pravličen pozdravček Krisu, ter pa seveda tudi vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, kužki! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku.
Današnjo pravljico presenečenja poklanjam zvestima poslušalcema pravljic Žigu in Tiji. Žiga je naravnost navdušena nad avtomobili, Tija pa je v mesecu oktobru praznovala svoj rojstni dan. Vse najboljše in najlepše, Tija. Pred nami je čarobna zgodba o pogumu, prijateljstvu ter sanjah. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Žiga in Tijo z naslovom Avtomobili. Brum, sem navijal motor, ko sem se spuščal s prikolice. Gledalci so navdušeno vriskali in s širokim nasmehom sem se pripeljal na stezo velikega stadiona. Hitrost. Jaz sem hiter, sem si govoril. Hiter kot blisk, uren kot strela. Jaz sem Strela McQueen. Pripravljen sem bil na veliko dirko. Ničesar si nisem bolj želel, kot zmagati v tekmi za pokal batov. To so bile moje življenjske sanje. Ampak najprej sem moral premagati kralja. Kralj je pokal batov osvojil že večkrat. Največkrat izmed vseh. Nisem bil edini, ki je hotel premagati kralja. To si je želel tudi Žiga Živec. Za zmago bi naredil vse, zato se je med dirko namenoma zaletaval v druge avtomobile. Vijugal sem levo in desno, da sem se lahko prebil mimo razbitih avtov. Nič me ni moglo ustaviti in Živec je bil strašno presenečen, ko sem se pojavil izza razbitin. Letel sem kot raketa in prevzel vodstvo. Živec in kralj sta drvela za menoj. Dirka je bila strašno napeta. Hotel sem ohraniti vodstvo, zato sem v boksu zavrnil menjavo gum. Samo gorivo, gum ne, sem zaklical mehanikom. In imel sem veliko prednost. Vse dokler, pok, ni počila zadnja guma. Pok in še druga. Šepal sem proti ciljni črti. Kralj in Živec sta me hitro dohitevala, ampak bil sem že pri cilju in da bi zanesljivo zmagal, sem še iztegnil jezik. Ko so mehaniki menjali počeni gumi, so v boks naskočili novinarji. Tvegana poteza, da niste menjali guma, ne? Je vprašala novinarka. Nimate vodjo ekipe? Nimam, vse delam sam, sem odgovoril. Mehanika je moj odgovor močno razjezil. Pustili so me in odšli. No, bilo mi je vseeno, saj sem vendar osvojil pokal batov. Sanjaril sem, kako slaven in bogat bom. Takrat se je oglasil napovedovalec. Posnetek je pokazal, da je tekma neodločena. Kakšen šok! Nisem zmagal. Ciljno črto smo prečkali vsi trije hkrati. Zvečer sem zapeljal v Maxov tovorni prostor in odrinil proti Kaliforniji. Tam me je čakala še ena dirka s kraljem in Živcem. Vozila bova vso noč, sem zaklical Maxu. Max je bil utrujen, a se ni pritoževal. Obljubil sem mu, da bom tudi sam ostal buden in se bom pogovarjal z njim. A bil sem izmučen in kmalu sem zadremal. Zvesti Max je hitel naprej. Toda oči je komaj držal odprte in zato ni opazil, da se je okrog njega zbrala tolpa sfriziranih avtov. Tolpa ga je začela riniti od spredaj in od zadaj. Zaneslo ga je in eden izmed mojih pokalov je padel naravnost na gum za spuščanje rampe. Odkotalil sem se na avtocesto. Joj! Predstavljajte si, kako sem bil presenečen. Moral sem poiskati Maxa, a očitno sem zavil narobe, saj sem se znašel na stari avtocesti 66. Maxa ni bilo na vidiku in za seboj sem zaslišal sireno. Priznam, prestrašil sem se
in odbrzel sem v bližnje zaspano mestece. Bilo je strahovito temno in krožil sem po osamelih ulicah. Ker dirkalniki nimamo luči, sem se zaletaval vse naokrog. Ne vem, kako sem se zapletel v žice in končal viseč z glavo navzdol z telefonskega stebra. Poba, v velikih težavah si, je rekel stari policijski avto. Potem sem se najbrž unesvestil, saj se ne spominjam ničesar več. Naslednje jutro me je zbudil vlečni kamionček. Ime mi je Dajs, mi je rekel s tumpastim nasmeškom, ki je razkril širok razmak med zobmi. Kje sem ga vprašal. V Radarskem zavetju, najlepšem mestecu kardanskega okrožja. Poslušaj, Dajs, v Kalifornijo moram, sem začel. Tam moram zmagati na dirki. Takrat je prišel šerif. Dajs, bodi prijazen in odvleci tole naravno katastrofo na sodišče. Na sodišču so me pričakali jezni klici prebivalcev mesta. Ko me je sodnik, dr. Hudson, zagledal, je rekel: Šerif, vrzi ga ven. Hočem, da izgine iz mesta. Počakajte malo, je zaklicala privlačna avtomobilka. Prisilite ga, da popravi cesto. Mesto to potrebuje. Ne, Nili, je rekel doktor. Dirkač je zadnje, kar naše mesto potrebuje. Pa mi povejte, kako naj poskrbimo za popotnike, je rekla Nili, če ni cest, po katerih bi potovali. Na koncu je bilo tako, kot je hotela Nili. In tako sem popoldne začel delati z Betko, težkim, kadečim se strojem za asfaltiranje cest. Bilo je grozno, ampak vedel sem, čim prej bom asfaltiral cesto, tem prej bom lahko odšel. Prestavil sem najvišjo prestavo. Prebivalcem mesta moje delo ni bilo všeč. Cesta je videti grozno, je rekla Nili. Torej se ujema z mestom, sem nesramno odgovoril. Vse poruši in začni znova, je ukazal doktor. Hej, dedek, saj nisem buldožer, sem mu rekel prezirljivo. Dirkalni avto sem. Česa ne poveš? Kaj, če bi potem malce dirkala? Če zmagaš, lahko odideš in cesto mu popravil sam. Če zmagam jaz, boš cesto popravil po mojih navodilih. Super ideja, sem rekel. Pokazala se je priložnost, da pobegnem iz norega mesteca. Hitrost. Jaz sem hiter. Sem momljal na štartni črti. Divje sem štartal in vse naokrog se je dvigal prah. Ker pa nisem bil vajen vožnje po neasfaltirani cesti, sem v ovinku izgubil nadzor. Zletel sem s ceste in pristal med kaktusi. Joj! Dirkaš tako, kot popravljaš ceste. Obupno, je rekel doktor. Dajs me je odvlekel nazaj na cesto. Kakšna sramota. Naslednje jutro sem naredil pas popolnoma gladke asfaltirane ceste. Ko mi je zmanjkalo asfalta, sem se odpravil na kraj, kjer sva z doktorjem tekmovala. Moral sem izvedeti, zakaj me je zaneslo s ceste. Prišel je tudi doktor in me opazoval, kako dirkam. Poba, to ni asfalt, to je zemlja, mi je rekel. Če ostro zaviješ v levo, te bo odneslo na desno. Presenečen sem pogledal doktorja. In če zavijem v desno, me bo odneslo na levo? Doktor je pokimal in se odpeljal. Zvečer sem si želel samo počitka, da Dajs me je hotel na vsak način razvedriti. Peljal me je na sredo polja, polnega zarjavelih traktorjev.
Prevračati traktore je cel hec, je šepnil Dajs. Dajs, ne bi rad poskusil, sem mu rekel. Dej no, samo tiho zapelješ preden in zahupaš. Poglej. Dajs je zatrobil pred traktorjem. Speči traktor se je prestrašeno dvignil na zadnja kolesa, se prekucnil in nemočno obstal. Dajs se je smejal kot pečen maček, jaz pa tudi. Takrat sva zaslišala nenavaden hrup in začela sva bežati, kajti naravnost nad naju je navalil velikanski kombajn. Na poti do mesta je Dajs vozil ritensko. Wow, kako ti to uspe? Sem ga vprašal. Z vratnimi ogledali, tudi ti bi si jih lahko nabavil. Ja, sem rekel, in morda jih bomo porabil na veliki dirki. Zakaj je ta dirka tako pomembna? Me je vprašal Dajs. Če zmagam, se mi bodo uresničile življenjske sanje. Slaven in bogat bom. Še s helikopterjem se bom lahko vozil. Misliš, da bi se lahko tudi jaz peljal s helikopterjem? Je vprašal Dajs. Seveda, sem rekel. Juhu, je vzkliknil Dajs. Se vidiva jutri. Razšla sva se pri motelu, kamor me je povabila Neli. Prišla je takoj za menoj. Slišala sem, kaj sta se pogovarjala z Dajsom. Ga boš res peljal s helikopterjem? Me je vprašala. No, najprej moram zmagati na dirki, sem rekel. Veš, Dajs ti zaupa, mi je rekla. Imate za najboljšega prijatelja. Ne razočaraj ga. Naslednje jutro sem šel mimo doktorjeve klinike. Iskal sem šerifa, ker sem potreboval še asfalta. V garaži doktorjeve pisarne pa sem zagledal 3 pokale batov. Osupnil sem, ko sem dojel, da je doktor znameniti Hudson Hornet, nekoč najslavnejši med dirkalnimi avtomobili. Ste vedeli, da je doktor slaven dirkalni avto? Sem vprašal avtomobile na Florini bencinski postaji. Nihče mi ni verjel, mislim pa, da je Neli videla, kako zelo me zadeva zanima. Se greva malo vozit naokrog? Me je vprašala. Vozit naokrog? Sem rekel. Seveda, se vi mestni dirkači nikoli ne greste kar tako malo vozit naokrog, je rekla Neli in odbrzela. Ne, nikoli, sem zaklical in pohitel za njo. Postajala mi je všeč. Kam greva? Sem jo vprašal. Nimam pojma, je odgovorila. Pospešila je in skupaj sva drvela po vijugasti cesti. Z vrha skale sva opazovala prelepo dolino in avtomobile, ki so hiteli po avtocesti. Pred 40 leti je bilo vse drugače. Cesta ni sekala pokrajine, je rekla Neli. Nekoč je cesta s pokrajino dihala, se z njo dvigala, spuščala in zavijala. Zastala je. Nekoč ljudje niso vozili, da bi čas prihranili, temveč da bi ga čim lepše preživeli. In kaj se je zgodilo? Sem vprašal. Mesto je dobilo obvoznico, da bi vozniki privarčevali 10 minut. Ne vejo, kaj zamujajo, sem zamrmral. Naslednje jutro sem asfaltiral vse ceste v Radarskem zavetju. Iz daljave sem slišal, kako všeč je bilo moje delo domačinom. Ko pa sem se pripeljal k njim, je gasilec Rdečko jokal. Kaj pa je, Rdečku? Sem vprašal Dajsa. Samo žalosten je, ker si včel na svojo veliko dirko, da bi osvojil pokal batov, o katerem odzmeraj sanjaš. Je potrto mumljal. In šele počasi je dojel, s kom se pogovarja. Silno ga je razveselilo, da še nisem odšel.
Vsi so bili videti nekam žalostni in mislim, da vem zakaj. V času, ki smo ga preživeli skupaj, smo se zbližali in postali prijatelji. Ne morem še oditi, sem jim rekel. Hotel sem jih razveseliti. Nisem prepričan, da me bodo te gume pripeljale do Kalifornije. Morda veste, kdaj Luigi odpre trgovino? Oho, prva stranka po mnogih letih, je bil vznemirjen Luigi. Natančno je vedel, katere gume potrebujem. Bele rabiš, je rekel. Te kričijo, glej me, tukaj sem, ljubi me. Ti si strokovnjak, sem mu rekel na poti v delavnico. Priznati moram, da so mi bele gume odlično pristajale. In nova barva, ki sem jo dobil pri Ramonu tudi. Natočil sem si še organskega goriva in si nadel novo nalepko. Neli ni mogla verjeti svojim očem, ko me je tisti dan videla. Skoraj prepričan sem, da je zaradi mene začelo srce biti vsaj malce hitreje. Moje vsekakor je. Živjo, sem ji zaklical in se zapeljivo nasmehnil. Ti je všeč novi videz radarskega zavetja? Zelo, je rekla Neli in se široko nasmehnila. Navdušena je bila tudi nad tem, da so vse trgovine in delavnice popravile svoje neonske izveske. Hoteli so, da se njihove trgovinice skladajo z lepo novo cesto. Vse je videti kakor v najboljših časih, sem rekel. Celo bolje, je rekla Neli. Ves večer sva skupaj križarila gor in dol po glavni ulici. Resnično sva se zabavala, ko se je na nebu pojavil helikopter. Našli smo strelo, je odjeknilo. V nekaj minutah me je obkrožil roj novinarjev. Fotoaparati so bliskali in vprašanja so se kar krmadila. Poskušal sem se prebiti do Neli, a mi ni uspelo. Ona pa je imela na obrazu tako žalosten izraz. Srečno v Kaliforniji, mi je rekla. Upam, da boš našel, kar iščeš. Neli se je odpeljala. Hotel sem za njo, toda Max me je priganjal v prikolico. Še odpustili me bodo, če te hitro ne spravim v kamion. Novinarji so pohiteli za Maxom in ulice v radarskem zavetju so utihnile. Videti ni bilo nobenega avta več in neonske luči so se ena za drugo ugašale. Doktor se je otožno zamislil. Celo njemu se je prikupil mladi in drzni dirkalni avtomobil. Na poti do pisarne je srečal Dajza. Nisem se uspel niti posloviti, je žalostno rekel, pa je moj najboljši prijatelj. Nekaj dni pozneje sem spet dirkal s Kraljem in Živcem. Hotel sem se zbrati. Hitrost. Jaz sem hiter. A v mislih sem bil z Neli in zmaga se mi naenkrat ni zdela več tako pomembna. Zaostajal sem cel krog, ko sem po radiu zaslišal znani glas. Nisem te prišel gledat, kako obupavaš. Pridrvel sem mimo boksa in tam zagledal vse svoje prijatelje. Daj se ni uspel posloviti, je rekel doktor. In vedel sem, da potrebuješ ekipo in vodjo. Tukaj smo. Doktor je nadaljeval. Vem, da lahko premagaš vse. Zdaj pa šibaj in nadoknadi izgubljeni krog. Začutil sem, da se mi športni duh vrača in brž sem nadoknadil krog. Ko sem poskušal prehiteti Živca, me je ta odrinil s steze. Odneslo me je, a spomnil sem se doktorjevega nasveta. Če ostro zaviješ v levo, te bo odneslo na desno. Vrnil sem se na stezo in spet prevzel vodstvo.
Občinstvo je vznemirjeno kričalo. Zaslišal sem živca, ki se je smejal kralju. Tokrat me ne boš premagal. In potem sem za seboj zaslišal glasen karambol, na velikem ekranu pa sem zagledal kraljevo zmečkano karoserijo. Zaradi žalostnega prizora sem se ustavil. To preprosto ni bilo prav. Od ciljne črte me je ločilo samo nekaj centimetrov. Samo iztegnil bi jezik, pa bi zmagal. Toda do zmage nisem hotel priti na tak način. Začel sem se umikati in živec je švignil mimo. To, juhu, zmagal sem, ha, je razgrajal. Občinstvo je molčalo. Vse oči so bile uprte vame. Kaj pa delaš, mali? Me je doktor vprašal po radiju. Mislim, da mora kralj svojo zadnjo dirko odpeljati do konca. Potem sem veterana porinil do cilja. Čez nekaj dni sem v okolici radarskega zavetja srečal Neli. Zelo sem je bil vesel. Greš samo mimo? Me je vprašala. Pravzaprav bom nekaj časa ostal, sem rekel. En hud dirkalni avto bo tukaj postavil svoj štab. Neli so se zaiskrile oči. Tvoj štab? Pokimal sem in rekel. Kako sem te pogrešal. Hotel se mi reči še kaj lepega, a nad nama je začel glasno trobiti Dajs. Uredil sem, da se je lahko peljal s helikopterjem. Kaj moram? Moj najboljši prijatelj je, sem rekel. Neli se je zasmejala. Kdor je zadnji pri Flori, plača. Se ne bi šla samo malo voziti naokrog? Sem jo vprašal. Ne, je zaklicala in švignila stran. Z nasmehom sem se pognal za njo. In tako se je zaključila čarobna vožnja. Vsekakor ni najbolj pomembno, kdo pride prvi na cilj, ampak kdo zna voziti s srcem, pomagati drugim v stiski, predvsem pa uživati na poti. Žiga in Tija naj tudi vama prav vsak dan prinese novo pustolovščino, polno smeha, iskrivosti ter prijateljstva. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam iz čudovitega sveta filmov Disney in Pixar. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Žigu in Tiji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Strela McQueen. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim, da prisluhnete pravljici iz mojih otroških dni in pravljice se bodo prav zagotovo spominjali tudi vaši starši. Spoznali bomo fanta po imenu Tom, ki ga žene radovednost, želje po pustolovščinah in srce polno sanj. Tokrat ga bomo spoznali v vlogi mornarja novinca, a žal njegova dogodivščina ne bo ravno kot iz njegovih sanj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Tom Sawyer, mornar. Tistega jutra Tomu res ni bilo lahko, saj mu je morala teta Polly podpisati spričevalo. Vedel je, kaj ga čaka, ko bo teta zagledala ocene. Tom, tokrat si šel pa predaleč. Dobil boš, kar zaslužiš, je zavpila in zamahovala z metlo. Tom jo je odsvrl, saj je bilo jasno, da se s teto Polly po vseh teh cvekih, ki so se nagrmadili v njegovem spričevalu, res ni mogoče šaliti.
Prav razveselil se je, ko je zagledal na bregu Mississippija prijatelja Huckleberryja, ki je v miru lovil ribe. Huck je Tomov prijatelj in zaveznik. Skupaj sta rasla. Tom mu je razložil, kakšne težave ima šolo in kako zelo se je teta Polly razjezila. Huck ga je razumel in ga sočutno gledal. Že od nekdaj se mi zdi, je rekel, da sem se pri ribarjenju naučil veliko več kot. Huck ni utegnil končati stavka. Napel je ušesa. V lahnem drncu se je približeval konj. Tom se je urno skril med ločje. Dobro je poznal jezdeca, ki se je ustavil ob Hucku in rekel: Zdravo, Huck. Ali si mogoče videl Toma Sawyerja? Njegova teta je zelo zaskrbljena. Boji se, da ne bi zbežal. Žal mi je, šerif, da vam ne morem pomagati, tudi nikogar nisem videl, je odgovoril Huck. Če boš kaj izvedel o njem, mi takoj sporoči, je dejal šerif in nadaljeval pot. Tom, ki ni hotel nikdar več videti tete Polly, se je odločil, pa se bo vkrcal na eno izmed tistih velikih ladij, ki so plule po reki. In tako se je znašel na palubi velike ladje. Šlo je kar po sreči. Nihče ga ni opazil, ko se je vtihotapil. Globoko si je oddahnil, saj ni imel v žepu niti prebite pare. In tudi Hucka ni bilo, da bi mu posodil denar za pot. Zeblo ga ni, nebo pa je bilo posuto z zvezdami. Udobno se je namestil na bali bombaža. Mornarja blizu njega sta igrala nežno melodijo na kitaro in orglice, njuni tovariši pa so peli. Kmalu se je ritem glasbe spremenil in vsi so začeli prepevati stare mornarske pesmi. Pravkar se je zdanilo. Tom je postal tako lačen, da si je moral poiskati kaj za podzob. Čudovit vonj ga je privedel prav v kuhinjo. Nikjer nikogar. Kakšna priložnost, je pomislil in se previdno oziral naokrog. Počasi se je približeval velikemu loncu, ki je stal na štedilniku. Toda jed v njem je bila prevroča, da bi lahko pokusil. Nenadoma je nekdo zakričal. Tom se je obrnil in zagledal kuharja, ki je pravkar stopil v kuhinjo. Slepega potnika so takoj odpeljali k kapitanu. Ta je bil videti zelo strog. Tomu ni preostalo drugega, kot da pove vse po pravici in razloži, zakaj se je naskrivaj vkrcal na ladjo. Iščem delo, kapitan. Sirota sem. Usmilite se me. Kapitan, ki kljub strogemu videzu ni bil slab človek, je Toma vprašal: Bi bil rad mornar? Tom ni mogel verjeti svojim ušesom. Od veselja je zardel in zavpil: To je moja največja želja. Kapitan je poklical starega Kripsa. Na ladji imamo novinca, mu je razložil. Najprej poiščite uniformo za ladijskega vajenca, potem ga nahranite. Tom je ponižno stopil za Kripsom, toda kmalu je bil hudo razočaran. Uniforma, ki jo je dobil, to so bile v resnici hlače in strgana srajca, mu je bila prevelika. Ubogi Tom ni imel niti minute prostega časa, to, kar se je učil, pa ni bilo mornarsko delo, ampak opravila čisto navadnega služabnika. Posadka mu ni dala miru. Vsi so ga priganjali, zmerjali in ga neprenehoma pošiljali sem ter tja. Dogajalo se je celo, da so mu ukazali opraviti po 36 del hkrati. Nalagali so mu najbolj nehvaležna in tudi tista najtežja. Lupiti je moral polna vedra krompirja, vsak dan ribati veliki most,
z voskom namazati in zloščiti nešteto parov čevljev. Bolele so ga roke, bolel ga je hrbet. Ob vsem tem pa je moral poslušati opozorila. Ej, potepuh, pohiti, ne spi. Hitreje delaj, zgani se. Še pri kosilu ni imel miru. Najprej je moral postreči vse, šele potem je lahko jedel. Komaj je utegnil pojesti svojo skodelico hladne juhe, že ga je čakalo novo delo. Pomiti je bilo treba kup posode. Naš mali mornar ni niti opazil, kako hitro mineva čas, v kuhinji pa je pri težkem delu prebil veliko več časa kot katerikoli drugi član posadke. Ta žalostna resničnost še zdaleč ni bila podobna njegovim sanjam. V teh se je videl kot kapitan bele, bleščeče se ladje, ki se kot čaroben dvorec pozibava na vodi. Adijo bela uniforma z zlatimi našivki, adijo lepa kapa. Vse to so bile samo sanje. Napornega dela ni bilo ne konca, ne kraja. Tom ni več zdržal. Nalagali so mu toliko opravil, da jih niti ni več zmogel postoriti isti dan. Ko se je zvečerilo, je bil tako utrujen, da je zaspal takoj, ko je vlegel v spalno mrežo, pa čeprav je imel razbolene roke, okrvavljene noge in dlani razjedene od milnice. Žal pa tudi spanec ni bil takšen, kot bi moral biti, saj je fanta tlačila mora. Ves dan je tako naporno delal, da je bilo nekaj ur počitka premalo, da bi se lahko zjutraj zbudil svež in spočit. Iz čudnih sanj, ki so ga mučile po noči, se je zbujal praznojen in solzami v očeh. Njegovo nekdanje življenje se mu je prikazovalo kot izgubljeni raj. Prikazovala se je teta Polly s svojim blagim nasmehom, z lično čepico na urejenih laseh. V eni roki je držala velik pladenj peciva, v drugi pa kozarec ribezove marmelade. Celo njegov brat Sid, ki je bil ponavadi tako nesramen, je bil ves angelski. Bil je dobro nameren. Toma ni skušal zbadati, ni se mu posmehoval in ni več zbijal neprimernih šal. Niti pomisliti pa ni smel na Haka, svojega velikega zaupnega prijatelja, in Becky, lepo in nežno zaročenko, sicer bi mu od žalosti počilo srce. V sanjah sta se mu ponavadi prikazovala skupaj. Tom je bil zares žalosten. Ko bom umrl na tej strahotni ladji, se bosta gotovo poročila, je žalosten premišljeval. Ob tej obupni misli je Toma kar vrglo po konci. Zvonec je grozeče zazvonil. Časa za pretegovanje ni bilo. Treba je bilo hitro vstati in se lotiti dela. Začenjal se je nov dan. Tomu je bilo vsega dovolj. Stežka se je obdržal po konci in bil neizmerno zaspan. Kaj bi dal, da bi lahko še malo spal, je žalostno pomislil. Toda na lenarjenje in postopanje ni smel niti pomisliti. Delo se je kopičilo, ukazi so se vrstili eden za drugim. Tomu so moči pojenjale. Treba je bilo očistiti kabine, oprati perilo. Nagrmadila se je posoda, mornarji so se mu nenehoma posmehovali, Tomu pa ni šlo ničesar več od rok. Proti koncu dneva je Tom sedel ves prepoten na palubi in stežka zvečil košček kruha. Družbo mu je delala mala ladijska mačka. Ni se mogel več premagovati. Oblile so ga solze. Tako zelo je bil utrujen, pa še kup neumite posode ga je čakal.
Komaj se je privlekel do kuhinje, tam se je Timi, ladijski kuhar, vrtel okrog štedilnika. To je bil edini človek na ladji, ki je Toma razumel, odkrival pa mu je tudi skrivnosti receptov za jedi, ki jih je pripravljal. Tom je še napol spal, zato je komaj slišal, kaj mu je Timi naročal. Daj mi sol, je rekel. Tom je ubogal in segel z roko na polico, kjer so bile shranjene najrazličnejše začimbe. Toda joj, zgrabil je napačen lonček in Timi, ki je mislil, da mu ponuja sol, je krepko osolil jed v loncu. Kmalu je vsa posadka s kapitanom vred trdo zaspala. In kaj se je zgodilo? Buden je ostal samo Tom, ki edini ni večerjal. Zavedal pa se je, kako resen je položaj. Spraševal se je, kaj naj stori, kajti nad veliko reko se je zgrnila gosta megla. Bil je ves iz sebe. Kaj pa zdaj? Kako naj zbudi kapitana? Kako sporoči drugim ladjam, kakšna nesreča je doletela posadko? Nenadoma je skozi megleno pršavico, ki je ovijala reko, odjeknil zvok sirene. Zgodilo se je prav to, česar se je Tom najbolj bal. Časa za razmišljanje ni bilo več. Povzpel se je na most in zagledal parnik, ki je plul proti njihovi ladji. Krmar, ki bi moral upravljati krmilo, je ležal poleg svoje skodele z juho. Ko je opazil Toma, je komaj slišno zamrmral. Reši nas, fant, hitro prevzemi krmilo. Tom se je z vso močjo obesil za krmilo in ladja je obokala. Usmerila se je tako, da se je umaknila ladji, ki je prihajala. Rešeni smo, je zavpil Tom. Močan udarec ga je vrgel na palubo. Ladja je nasedla na peščeni prod. Tom se je hotel dvigniti. Zdelo se mu je, da bo na deskah varnejše. Toda ostal je tam, kjer je padel in zaspal. Tom ni vedel, koliko ur je spal, toda njegovo spanje je bilo bolj podobno omedlevici. Še zmeraj je ležal zraven krmila. Sijalo je sonce in megla se je že povsem dvignila. Pred njim je stal kapitan, zelo bled je bil, in mu slabotnim, toda strogim glasom rekel. Mornar Sawyer, malo je zmanjkalo, pa bi bil zastrupil vso posadko. Zaslužil si strogo kazen. Ubogi Tom je prebledel kot zid. Le kaj se mu bo zdaj zgodilo? Nič hudega ni naredil. Samo napačen lonček je vzel. A kako naj to dokaže kapitanu? Kapitan pa je nadaljeval. Toda prevzel si krmilo in tako rešil mojo ladjo in ljudi hude nesreče. Zato te bomo takoj izkrcali na breg. Preobleci se, Timi bo poskrbel zate. Kuhar Timi je pospremil Toma na breg in mu razvezal roke. Žalosten je bil, krdeče kot haja, posebno pa zaradi takšnega slovesa. Potihoma mu je rekel. Srečno, Tom. Varuj se indijancev in krokodilov, predvsem pa hitro se vrni v šolo. Precej napeta zgodba in prav neverjetna pustolovščina. Še dobro, da se je vse skupaj srečno končalo. In kako pogumno in navihano se je Tom podal na svojo pot, da bi uresničil svoje sanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še 2 zanimivima zgodbama z naslovoma Hej, velededi in Velededijeva zelena podmornica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vas pravljični svet popelje v deželo sanj.
pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi navihanega Toma Sawyerja. Čau, čau. To so bile sanje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se še spomnite pustolovsko obarvane pravljice z naslovom Hej, vele dedi, v kateri je dedi s svojim mulčkom pripravil čudovito popotovanje po najrazličnejših deželah? No, tokrat se je dedi z mulčki odpravil na novo, zanimivo popotovanje in na njihovi poti se jim je pridružila še vele babi. Zagotovo je pred nami čudovita, domišljijsko obarvana pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa znamenitega angleškega glasbenika Paula McCartneyja z naslovom Vele dedijeva zelena podmornica. Bil je vroč poletni dan. Prevroče, je rekel Tomaž. Ostali mulčki, Lucija, Ema in Bobby so se strinjali. Iz vrtne lope je pokukal vele dedi. Če vam je prevroče, pridite k meni. Dobrodošli v vele skrivni lopi izumov, je rekel vele dedi. V lopi jim je bilo hladno, kot bi pili ledeni čaj ali šli v drsalni raj. Vse naokrog je bilo polno nenavadnih naprav za hlajenje. In vse vrste skrivnostnih izumov, seveda. Ko so mulčki stikali po lopi, je Lucija opazila sliko vele babi, pustolovske stare mame. Vele dedijeve oči so se zaiskrile. Pustolovščine ima še raje kot jaz. Kdaj jo bomo spet videli? Je vprašal Bobby. Mogoče bi bila prava pustolovščina, če bi jo poiskali, je menila Ema. Veleumi razmišljajo na soroden način, je pritrdil vele dedi. Imam načrt. Sledite mi. Po skrivnem prehodu jih je popeljal do zaklenjenih vrat. Tole je moj najboljši izum, je dejal vele dedi in odklenil vrata. Zagledali so lesketajočo se zeleno podmornico. Kakšna lepota, je vzdihnil vele dedi. Medtem ko so plezali vanjo, je vele dedi iz hlačnega žepa potegnil čudežni kompas. Brez majhne čarovnije ne moremo odpluti. Veste, to ni navadna podmornica. Naj se čudežna magnetna igla zavrti, naj naša podmornica lopo takoj zapusti. Rom pom pom švist. Zelena podmornica se je stresla in zamajala, šinila v zrak in šinila skozi loputo na strehi. Ko je drvela med oblaki, so mulčki veselo vzklikali. Po nebu plavamo, se je radostila Ema. Že vem, kdo bi nam lahko pomagal najti vele babi, je rekel vele dedi. Leteli so naprej, prepevali in opazovali svet daleč spodaj. Mulčki, kmalu bomo na cilju, je vzkliknil vele dedi. Podmornica je pristajala med temnimi deževnimi oblaki. Trdno se držite! Ob sunkih vetra in vrtincih zraka so se spuščali vse niže in niže in niže in pristali na robu vasice. Hej, vele dedi,
je vzkliknil mož na visokem belem žrebcu. Smehljal se je in mu veselo mahal. Pristali smo na pravem kraju, je dejal velededi. Naj vam predstavim prijatelja Ravija. Prispeli ste točno ob začetku slavja, je rekel Ravi. Velededja in mulčke je odpeljal na senčno teraso. Z nje so imeli otroci sijajen razgled na praznovanje. Velededi in Ravi sta jim pripovedovala zgodbe o velebabičinih pustolovščinah. Ravi je brenkal na lutnjo in dejal: Te melodije me je naučila velebabi. Če bi jo radi našli, preprosto sledite zvokom. Poglejte, kako živali ob glasbi pojejo in plešejo. Med poslušanjem se je napevu pridružil nov šum. Tlik tlak, blink plonk, začelo je deževati. Ojoj, je rekel Bobby, dohitela nas je nevihta. Skozi monsun ne bomo mogli leteti, je med nalivom dejal Tomaž. Ne bodi v skrbeh, je odvrnil velededi. Ni nam treba leteti. Hitro, mulčki, stecite v podmornico. Zeleno podmornico je voda odnašala s seboj. Krcali so se zadnji hip. Medtem ko so brzeli po reki, jim je Ravi mahal slovo. Velededi, kam nas nosi reka? Je vprašala Lucija. Prepričan sem, da proti oceanu, je odvrnil velededi. Ko so pluli skozi bohotno džunglo, so zaslišali znani napev. Živali ob bregu so prepevale drobce velebabičine pesmi. Peljali so se mimo tigrov in tukanov, ptic in pavijanov, leopardov in lemurjev, bradavičastih svin in volovskih žab. Če bomo sledili glasbi, bomo zagotovo našli velebabi, je rekel Bobby. Reka se je razlila, pripluli so v njeno ustje in zelena podmornica se je začela potapljati nižje, nižje, vse nižje v svetlikajoči se modri ocean. Globlje in globlje, ko so se spuščali, bolj zanimive ribe so srečevali. Velededi jim je radostno razkazoval delfine, morske pse in kite. Živali so jih vznemirjene opazovale. Nenadoma se je podmornica stresla in zagrnila jih je tema. Znašli so se v objemu lovk vele hobotnice, ki je spuščala v vodo oblake črnila. Bilo je tako temno, da velededi ni našel čarobnega kompasa. Takrat je še njega malce zaskrbelo. Nekaj sem zaslišal, je živčno rekel Bobby. Zveni kot glasba, je dejal velededi, in vedno glasnejša postaja. Glasnejša in svetlejša. Ob zvokih je ocean zažarel v tisočih barvah. Bila je velebabi. Njena ogromna podvodna ladja jim je plula naproti. Ko se je približevala, je začela hobotnica plesati, zato je spustila zeleno podmornico. Velededi in mulčki so bili rešeni. Tudi ostale morske živali so se pridružile hobotničinemu divjemu plesu. Tok čarobne glasbe z velebabičine ladje je ovil zeleno podmornico. Jo povedal skozi vodo in dvignil nebo. Po zraku so pluli nad morji in kopnim vse do velededjevega vrta. Eno od oken ladje, harmonike, se je škripajoče odprlo. Hej, velebabi,
Vele dedi in mulčki so ji mahali, medtem ko je plezala z ladje. Vele babi rešiteljica, je rekla kapitanka, pomežiknila in jih tesno objela. Ojoj, kako ste zrasli, je začudeno dejala vele babi. Nisem vedela, da sem bila na poti tako dolgo. Po tej utrudljivi pustolovščini si lahko privoščimo čaj in piškote, je menil vele dedi. Ko so se udobno namestili v dnevni sobi, jim je vele babi pripovedovala o svojih podvigih. Potem je prišel čas za spanje. Mulčki so zlezli v postelje, vele babi pa jim je na harmoniko igrala uspavanke. Kaj, če bi šli na potovanje s tabo, vele babi? Je predlagal Tomaž in zazehal. Zakaj pa ne? Je zašepetala vele babi. Zabavno bo. Ampak zdaj morate zaspati. Vele babi in vele dedi sta malčke poljubile za lahko noč in prav kmalu so zaspali. Vele babi se je obrnila k vele dediju in se nasmehnila. A tudi on je zaspal. Prijetne sanje, mulčki. Prijetne sanje, vele dedi. Ja, prav zares čudovita ter predvsem razburljiva pravljica, ki nas je ponesla v pravljični domišljijski svet. Me prav zanima, kakšno bo nadaljevanje teh dveh čudovitih pravljic. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še prvemu delu pravljice z naslovom Hej, vele dedi. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite raziskovalnega duha. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi vele dedija, vele babi in mulčkov. Čau, čau. Bravo, zelo lepa pravljica.